dobrodošla oziroma dobrodošel na današnjem srečanju. Danes bomo torej pogledali priporočilni sistem, ki prinaša stranke in kako si v bistvu ustvariti svoj priporočilni sistem, zaradi tega, da prideš hitreje lahko do več strank. Zdaj, preden štartamo, bi bila ful vesela, če mi v komentar napišeš, ali si z mano zdaj v živo, ali pa če gledaš v posnetko, toliko, da malo vidimo, koliko vas je gledalo v živo, pa koliko vas je z mano v posnetku. Okay? Živo smo torej v Facebook skupini in pa na YouTubeu, posnetek bo seveda potem tudi na voljo, tako da si lahko tudi ga večkrat pogledaš, če želiš. Zdaj pa, če si za to, bi šli kar na tematiko, da ne bom predolga in preširoka. Če se ti pojavi vmes kakšno vprašanje, kakšna ideja ali karkoli, ali si z mano v živo ali gledaš v posnetku, daj v komentar zapiši, bom potem seveda tudi odgovorila na vprašanja oziroma ti dala kakšno usmeritev, če dobiš recimo zase kakšno idejo, kako lahko narediš svoj sistem. Okay? Gremo v akcijo in sicer poglejmo najprej, zakaj bi sploh imeli sistem. Velikokrat se zgodi, da potem med podjetniki rečemo, ok, priporočilni sistem, sicer to je tisto od ust do ust, ko priporočajo nas stranke naprej, je v bistvu običajno najbolj učinkovit, ampak sej to pač stranke, če so zadovoljne, priporočajo. Kar je sicer res in je fantastično, ampak to za nas kot podjetnike ne pomeni, da zdaj pa moramo se prepustiti, če se bo kdo spomnil. In lahko v bistvu naredimo takšen sistem, kjer bomo spodbudili ali pa spomnili naše zadovoljne stranke, da nas potem priporočajo na drugačen, na pač kakršenkoli njihov način tudi naprej. In seveda, če imamo tak sistem zgrajen, kjer so vsi vpleteni zmagovalci, kjer je v bistvu koristno za vse, je to v bistvu tudi to hitrejša pot do naših strank. In hkrati gradimo tukaj tudi na prepoznavnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker večkrat, recimo, ko nas nekdo omeni v Facebook skupini ali pa priporoči nekomu drugemu, bolj v bistvu širimo našo prepoznavnost in več, ko nekdo sliši za nas, bolj si nas vtisne v spomin, si nas zapomni. Okay? In če je tvoj sistem takšen, da veliko strank ali pa da večino strank pridobiš, iz tega pride potem preko priporočil do tebe, potem je seveda tudi fajn, da izkoristiš. Ni treba, da se samo prepustimo, ampak lahko to izkoristimo. In to, ko rečem izkoristimo, ne mislim kakšnega zavajanja ali pa manipulacije ali pa kaj takšnega, ampak v bistvu, da jih samo spomniš. Zakaj? Ker velikokrat se lahko zgodi, da recimo so v našem občinstvu, pa mogoče, jaz se recimo velikokrat pri tem tudi sama zalotim, da recimo kupim nek izdelek ali pa neko storitev, sem blazno zadovoljna, so me pač navdušili in vse ostalo, ampak v bistvu si enostavno niti ne spomniš, da bi potem kaj posebej naredil za to, da bi jih priporočil naprej. Če te mogoče ne spomnijo, ali pa sploh nimaš ideje, da bi recimo pa naredil neko akcijo, ki bi njim koristilo. In to je čisto normalno in se mi zdi, da tudi čisto človeško. Seveda pač mi kot podjetniki je fajn, da se mogoče tega tudi zavedamo in tudi drugim ljudem potem dajemo, da spodbujamo v bistvu podjetniki drug drugega, in si mogoče damo neka priporočila, mogoče kdaj delimo, s kom smo sodelovali in tako naprej. Ker potem seveda to, kar dajemo, običajno tudi dobimo veliko več nazaj. Okay? Zdaj, kaj pa je potrebno, da sploh pride do priporočila oziroma da bi sploh nas kdo priporočal? To je zelo pomembno. To je prva v bistvu komponenta, ki mora držati, da sploh kaj potem naprej drži. In sicer to so zadovoljne stranke. Idealno je, če naše stranke dobijo tisto, kar so želele, tisto, kar so kupile, in da jim zraven damo še tisto, kar v resnici potrebujejo. Primer, če recimo stranka pride k nam z glavobolom in si želi, da jim mi damo tableto zaradi tega, da jo glava neha boleti, in jim mi damo torej to tableto za glavobol,
ampak hkrati pa ugotovimo tudi, kaj je ta razlog za glavobol in ugotovimo recimo, da je ta stranka naša ni nič pila in jo zaradi tega boli glava in ji potem damo zraven še vodo. Zakaj? Zaradi tega, da res ta razlog potem izkoreninimo, da ne damo samo obliž na rano, ampak da v bistvu rano tudi zacelimo. Okay? To je en taki mogoče malo plastični primer, ampak toliko, da veš, kaj mislim, ko rečem, da jim damo to, kar si želijo, ker mogoče niti ne vejo, kaj potrebujejo. Mi kot strokovnjaki bomo pa potem lahko mogoče bolj ugotovili, kaj v bistvu potrebujejo in jim to tudi damo. Okay? Ker če bi v tem primeru recimo tudi mi prodajali vodo, na stranka, ki ima glavobol, mogoče niti ne bi slišala. In to ni zavajanje, to ni manipulacija, ampak to je v bistvu samo maksimalno, da služimo svojim strankam. In seveda jih bomo takrat tudi navdihnili, ko jim bomo dali to, kar si želijo, pa še zraven to, kar potrebujejo. Okay? Kar je še ena, jaz se tega že zelo dolgo, mislim od začetka v bistvu tega držim, da v bistvu stranke dobijo več, kot so pričakovale. Recimo v programu Legendarni, čez celo leto, ker je to letni program, čez celo leto v bistvu dobivajo neke bonuse, kar ni bilo prej niti načrtovano, načrtovano mogoče je bilo, pa ne vse, oziroma ni bilo napovedano. Ni bilo tisto, kar so v bistvu kupili, tako da dobijo recimo veliko bonusov, kakšne presenečanje, dobijo tudi, kaj se dogaja v zakulisju, kje recimo sem se kaj naučila, dobila kakšno idejo in jo podelim, tudi kakšne izkušnje, recimo kaj deluje, kaj trenutno ne deluje in tako naprej. Recimo ravno zdaj, preden sem šla live, sem objavila v članskem centru tudi novi bonus in sicer, da lahko dobijo v bistvu en page builder skupaj z eno knjižnico različnih tem popolnoma brezplačno, tako da ni bilo to v ceni oziroma ni bilo to v osnovnem programu, ampak so neki taki delčki, ki jih potem čez celo leto v bistvu dobivajo. In bistvo je torej, da naše stranke navdušimo oziroma da dobijo res tisto, da damo over delivery, da damo torej več, kot mogoče pričakujejo od nas, mogoče več, kot so sploh pričakovali. Okay? Zdaj, če gremo torej to sta nekako dve komponenti, ki jih je fajn nekako imeti v mislih, ko govorimo o tem, da potem gradimo naprej priporočilni sistem. Ker če teh komponent, če nimamo mi zadovoljnih strank, pa imamo razočarane, potem verjetno nas ne bodo niti želele priporočati naprej. Okay? Tako da to je v bistvu ključno. Pa gremo pogledati še sistem, ki je pisan na kožo tebi in tvojim idealnim strankam. Jaz vedno zagovarjam, da vsak posel, vsak brand je zgodba zase. In samo vzeti nekaj in dati v brand in potem implementirati, mogoče ne deluje čisto ok. Vedno je fajn, da pogledamo, ali je, ne govorimo o tem, da bi zdaj vzeli neko strategijo in jo čisto spremenili in potem pač valjda ne bo delala, ampak govorimo o tem, da v bistvu ni ta priporočilni sistem ni nujno tako kot neki tisti za piškotke delati modelček, ki je vedno enako, ampak ga lahko prilagodimo tako, da bo v bistvu dobro deloval nam in pa našim idealnim strankam. In zdaj, kaj so pa te komponente v tem? No, evo, tukaj pa mi je malo zmanjkalo glasu, tako da ga zdaj dodajam naknadno, tako da samo veš, da slika moja pa glas ne bo šla skupaj. Torej, kar sem tukaj želela povedati je, da so vsi vpleteni v bistvu zmagovalci in to je v bistvu najbolj pomembno pri tem, da ko delamo svoj sistem, da pazimo na to, da bojo res vsi vpleteni zmagovalci. In če pogledamo, kako so zdaj lahko tukaj vsi vpleteni zmagovalci, torej ti kot podjetnik, zadovoljna stranka in pa tudi vse nove stranke, da so zmagovalci, torej da v stilu, da imajo nekaj velikega od tega, da grejo sploh v ta priporočilni sistem. In zdaj, če pogledamo najprej torej zadovoljno stranko, kaj bo zadovoljna stranka imela od tega, če bo nekoga recimo priporočila naprej, da bo priporočila naprimer nekemu svojemu znancu, prijatelju ali pa pač nekomu bližnjemu tvoje storitve ali tvojo ponudbo.
v zameno bo mogoče dobila nek dodaten bonus ali pa neko dodano vrednost, tako da v bistvu si bo res želela narediti korak naprej in te priporočiti, ker bo ta vrednost tega dodatnega bonusa res tako zelo velika. In s tem v bistvu ne zmanjšamo oziroma to ne pomeni, da nas potem zadovoljne stranke ne bodo kar tako brez nečesa v zameno priporočale. Tisto je seveda zlata vredna in smo verjetno vsi zelo, zelo hvaležni temu. Ni pa nujno, da samo pazimo oziroma pričakujemo, čakamo, da bo nekdo se spomnil ali pa bo sploh dobil idejo, da nas priporoča in tako naprej. Okay? Tako da zadovoljna stranka je torej dobi nek dodaten bonus oziroma neko veliko vrednost in se ji zato še bolj splača oziroma je še bolj spodbujena, da priporoča naprej. Potem na drugi strani pa so potem nove stranke. Kaj bojo pa nove stranke imele od tega? Zdaj, eno je seveda priporočilo, preko katerega se hitreje odločijo za nakup, in po drugi strani bodo seveda imele rešen problem. In zraven tega, da jim bomo rešili problem, ki jih žuli in ki se ga želijo rešiti, bodo dobile še fantastično ponudbo. Idealno torej takšno ponudbo, ki mogoče ni drugače na voljo, in jo lahko malo kot začimbice dodamo v neko to ponudbo. To ne pomeni, da moramo znižati ceno, celo ne priporočam, priporočam pa, da mogoče dodaš lahko tudi kakšen bonus, kakšen bombonček, kakšno dodano vrednost, tako da v bistvu se bosta obe te naši stranki, zadovoljna in nova stranka, počutile, da je bilo za njo poskrbljeno in da sta res veliko dobile. In seveda podjetnik pa v zameno dobi novo stranko. Torej, tukaj lahko vidiš, da se je krog tako zaključil in je šlo okoli in se v bistvu vsem vpletenim splača sodelovati v tem. Pa poglejmo še zdaj nekaj primerov. Recimo priporočilni sistem, ki ga lahko uvedeš, je, da za pripeljano stranko se recimo odklenejo neke nove vsebine ali pa kakšen novi tečaj, da dobi, lahko pridobi neko darilo, nekaj, kar si želi, kar bi olajšalo še dodatno to mogoče, kar si že ponudil ali ponudila. Mogoče lahko naredimo nekaj za njo, torej da je narejeno po meri za njo. Idealno je recimo, če je to nekaj, kar jo zelo žuli, pa mogoče si ne želi s tem ukvarjati, da lahko potem naredimo mi to za njo. Seveda tukaj moramo paziti, ker potem imamo neko omejitev, koliko lahko vzamemo takih strank, torej ni neomejena rasti tega, ampak vrednost tega pa je lahko res, res ogromna. Seveda pa lahko za novo pripeljano stranko tudi izplačamo provizijo. In provizijo lahko izplačamo tako v evrih, kot tudi v procentih. Se pravi, lahko rečemo, za vsako novo stranko ti plačam toliko pa toliko evrov, ali pa, če imaš mogoče spletno trgovino, lahko rečemo tudi za vse nakupe, od nakupa recimo ti plačam toliko pa toliko. Tako da v bistvu se tem, ki priporočajo, tudi v bistvu res splača oziroma so motivirani za to, da ti novi kupci tudi naredijo večji nakup, sploh ko govorimo o nakupih v spletni trgovini. Gremo naprej pogledati, in sicer poznaš koga, ki. To je v bistvu način, kjer ga lahko uporabiš tako v mailih, kot preko telefonov, torej preko pogovorov, lahko tudi Zoom klic, ali pa preko zasebnih sporočil, ali pa celo kot objava na družabnih omrežjih. Povsod to deluje. Zdaj, zakaj sploh gre? Torej, poznaš koga, ki je v bistvu sistem, kjer vprašaš, poznaš koga, ki ima točno ta problem, ki ga rešujem, ali pa poznaš koga, ki ima enak problem, kot si ga imel ti. Se pravi, kako to zgleda, Če vprašaš tvojo zadovoljno stranko, ko recimo zaključite, imata pogovor, in jo potem lahko vprašaš, ali poznaš mogoče koga, ki ima točno tak problem, kot si ga imela ti in smo ga zdaj skupaj recimo rešila. Ali pa, da vprašaš, poznaš koga, ki
ima točno ta problem, ki ga rešuješ, oziroma tukaj je v bistvu ključno to, da zelo dobro in zelo specifično poveš, koga v resnici iščeš, kdo je tvoja idealna stranka, tako da v bistvu tega, ki ga sprašuješ, lahko takoj reče, ja, to je pa sosedov Miha, na primer. Torej, da lahko takoj določi, kdo to je ali pa kdo to ni. In to lahko potem seveda pošlješ, recimo zadovoljni stranki preko maila, lahko pošlješ tudi na celotno svojo mailing listo, lahko je enako tudi preko telefona, ko imata kakšen pogovor, da jo vprašaš, kako je zadovoljna in tako naprej, in ji tudi potem lahko vprašaš, ali pozna še koga. Lahko je tudi preko zasebnih sporočil, preko SMS-ov ali pa tudi kot objava na družabnih omrežjih. In to je super sistem, zaradi tega, ker se običajno ne vklopijo takoj tisti obrambni mehanizmi. Če bi nekoga vprašali samo, da imamo to ponudbo ali bi kupil, se nekako hitro lahko nam vklopi obrambni mehanizem, tudi če je ponudba fantastična za nas. To je pa sistem, kjer lahko se hitreje približamo. Tako da toplo priporočam, ključno pri tem pa je, da je res zelo, zelo natančno opredeljeno, kakšen mora biti problem oziroma koga kot osebo iščemo, kar pa seveda pomeni, da moramo poznati našo idealno stranko zelo, zelo podrobno. Poglejmo potem še tretji sistem oziroma tretji primer, ki ga lahko uporabimo. Ta je zelo smiseln sploh za spletno stran, in sicer to je povabi prijatelja. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko, če imaš recimo že kakšne brezplačne ponudbe, če imaš spletno trgovino, kjer zaključijo nakup, torej na strani, kjer zaključijo že nakup, torej oddajo naročilo, oziroma na zahvalni strani, lahko v bistvu dodaš možnost, da to sporočilo oziroma da povabijo prijatelja, da delijo na družabnih omrežjih. In v zameno dobijo mogoče še kakšno darilo. In več prijateljev recimo kot povabijo, večje je lahko darilo, ali pa celo se odklene več daril. In s tem v bistvu bodo zelo motivirani, da povabijo svoje prijatelje oziroma svoje občinstvo, na drugi strani prideš ti pred novo publiko in tudi ti povabljeni prijatelji seveda bodo dobili neko vrednost od tega, kamor jih pač povabijo. In enako lahko uporabimo tudi v e-novicah ali pa tudi na družabnih omrežjih, torej da podelimo in imamo en taki recimo zanimiv sistem. Tudi lahko uporabiš na primer, da daš objavo, kamor ti vsi vpišejo nek feedback, in vsi, ki ti vpišejo na tisto objavo feedback za recimo kakšno tvojo brezplačno ponudbo, ali pa plačljivo ponudbo, vsi, ki dajo tam nek feedback oziroma izjavo, dobijo neko recimo tudi darilce. In tako lahko na ta način tudi gradiš si, da pridobiš več izjav, ki jih potem lahko uporabiš tudi na svoji spletni strani, na družabnih omrežjih in tako naprej. Tako da, upam, da ti je koristilo, da ti pomaga ta sistem, da si v bistvu zgradiš res svoj sistem, ki bo pisan tebi na kožo in pa seveda tvojim idealnim strankam. Tako da, jaz ti želim veliko, veliko uspehov in spodaj bom zelo vesela, če podeliš tudi, ali je bil kakšen tvoj ali si dobil kakšno idejo, kako boš uporabil ta sistem ali pa uporabila ta sistem, pa bom z veseljem tudi to pokomentirala, ti mogoče dam še kakšno usmeritev. Če imaš tudi kakšno vprašanje, lahko zapišeš spodaj v komentar, pa bom seveda to pogledala, poskušala odgovoriti, koliko se da v tem formatu. Jaz ti pa predvsem želim, da res greš v akcijo, da si ustvariš svoj sistem, ker to je res hitrejša pot do strank. Tako da, uspešno